če smem reči za to sezono, guys, če karkoli gledamo, Shangri-La Frontier! Ok, zakaj? Zakaj? Okay. Najprej, ko greš na Anichart, pa ko vidiš sliko, vidiš nekaj človeka z neko kapo Ptičjo, si misliš, kaj to za neka bederija, zakaj bi to gledal, what the hell? Poko pa greš anime gledat. Najprej opening, kak je svetovn, kak uživaš v njemu, ko ga imaš na repeatu, pa VR MMO. Ko dejansko nekdo, ki špila one broken game, ko so glitchi, ko so ne vem kaj, ampak to so VR game in ti VR glitchneš in to si niti ne moreš predstavljati normalno. Pa gre v game, ko pa nima glitcha, ko nima nič. In on je seveda dober, ker on je znal čisto vse to izkoristiti v svojo prid, znal je tudi z tem igrati. Glej, narediš en korak naprej, pa bi naredil dva nazaj. Cel njegov fokus je, da skuša obrniti igre, ki so glitchi po dizajnu, se pravi, da so res slabe. On jih imenuje trash gamey, se pravi, da so res ful imajo bugov noter. In to je pač prav nek community, ki igra... Ki to dela, se to dejansko obstaja. Ki igrajo pač take game in probajo eksploitati te glitche zato, da dejansko pač obrnejo game, in ker imajo toliko glitchov, ker imajo toliko bugov, je dejansko zelo težko jih potem dokončati, In on je pač... In on je najboljši, on je vse on je dober obrnil. v eksploitanju takih bugov in vedno dokonča te game. In potem, ko dejansko začne nek tak mainstream game... Dolg čas mu je bilo, pa smo priporočali najboljši game, ki se zdaj igra. In ker je tak game, ki ima pač precej... financ zadnji, se pravi, ga dela podjetje, tako ima 30 milijonov igralcev in je pač precej dodelan, zelo malo bugov je noter, se pravi, je res dovršen. In on pričakuje, potem lahko pričakuje, da vsako potezo, ki bo naredil, bo naredila tako, ker je definirana v kodi, Se pravi, kot so si razvijalci zamislili. In je overpowered in to radi gledamo. Praktično nima veliko karakterja. Ker nima veliko. Se pravi, ta njegova percepcija, kaj se bo zgodilo, zelo dobro deluje, ker ni bugov noter. Se pravi, če naredim to potezo, potem bo tisto se zgodilo in tako naprej. In anime je zabaven zaradi tega, ker čisto vse, kaj naredi, je nepričakovano, ker on ima čisto drugačno predstavo za igre. Predstavljaš si, da si... Pune zabavno in samo take stvari zgodijo, nič ne smela spoilati, nič ne smela reči, ampak glej, ko boš pogledal epizode, so 4 zunaj, takoj noter padeš. This is the next big thing. Še dve spomnila, kaj je gledala. Ja, povej. Eno, jaz sem, upam, da je pravo ime, nek Tear Moon Kingdom. Sem tudi mango nabavila. In sicer gre o eni princesi, ki je tako zelo razvajena, sploh ne posluša svojih ljudi, na koncu pride do nekega upora in na koncu jo ubijajo. In ona v bistvu si je pisala v dnevnik, kaj je dela in potem se vrne, ko je bila majhna. Čakaj, Mati, gledaš to? My God. To je en pore pa še, mislim, da je The Kingdom in Ruin, nekaj takega. Sem tudi naročila. Takoj, če mi je kakšen anime, fajn naročim mango, ker podpore. Tam se pa gre zaradi tega, da so bile čarovnice na svetu in nenadno so se jim ljudje uprli. In je bilo pač zabijali. In na koncu je glavni junak, ga je ena čarovnica vzgajala in učila, da je čarovnik in so ga zaprli in zdaj se on jim maščuje. Je pač ta glavni junak mal tako res evil. Ful je revenge oriented in je wow. Od prejšnje sezone sem se zdaj spomnila Dark Gathering, ki je na anime, tak bolj horror. Horror. No. Spooky season. V bistvu se gre od enega fanta, ki čuti duhove in potem spozna eno punce, v bistvu njen tutor, ona pa vidi te duhove. So ti duhovi kot jokaj, kot nekaj krmin? Ne, navadni ljudje in so doživeli grozne stvari. Vmes je tudi razne teme, samomor, mučenje in tako. Tudi manga zgleda zelo dobro. Ta še zdaj izhaja v 2 delih. Še jaz sem en anime, ko smo gledali od Underrated, jaz ful rada gledam Pretty Cure. In zame je to najboljši Jašike anime drga. Jašike je? Resno? Ni Jašike, ampak jaz ga dojamem kot healing. Zelo. Pač Magical Girls so tak. To je nekaj, kar smo gledali na RTL 2. Pa marsikaj smo gledali, pa Captor Sakura, pa Pretty Cure. Tle je zanimivo, ker zdaj, mislim, da je 20 let, odkar so začeli predvajati anime, prav posebna sezona, kjer so odrasle. Res? Sicer iz sezone Pretty Cure 5 Go,
To je bila, mislim, da ta 3. sezona, zdaj so odrasle. In zdaj ti vidiš, kako one razmišljajo kot odrasli in gotovo, da ne morejo skoraj nič rešiti, sam z optimizmom. Tako da je tako, drugač mi je ta anime ful všeč, ker so težave, ki jih imamo vsi, ampak te pač ta dekleta rešuje na nek optimističen način, se bo šlo in aktivno, tako. Pa ja, zelo je tako Pretty Girls, Transformations, ponavljajo se stvari, zvoki. So lepe. Jaz sem se spomnil dvoje iz te sezone. Ena je to, kar je tudi Marko hypal, Kusurija no Torigoto, ali kak je že japonski naslov, ta Apothecary. Ja. Ne, kako je že cel angliški naslov, Apothecary. Apothecary v tem pač starem. To It's amazing. Animacija je čudovita. Tudi main character je videno kot nekaj najboljšega in anime so rešili dodelati. Mislim, zaradi tega, ker jaz sem že začel brati light novel, ker mi pač je primankovalo light novelov. Kaj ti je sedmica zmanjkalo? Veš, kaj mi je zelo zanimivo? Ampak ne, to moram reči, pač anime je res fenomenalen. Tako bistveno boljši kot light novel. Res? Ja, pač boljši pacing ima za moje pojme. Nice, ok. Ja, ker veš, tudi v light novelu nima toliko internega monologa, da ga ne bi mogel prevzeti v anime. Tako da je celo bolj paše v animeju, kot pa v light novelu. Nice. Zelo zanimivo mi je mogoče ta aspekt ženskih protagonistov v tej sezoni, ki imajo mogoče nestandardno karakterizacijo, ki so tako malo bolj, mogoče monotone, malo bolj nonšalantne glede, veš, niso specifično girly, ampak Frieren pa ta iz Apothecary so obe take bolj, ne vem, kako bi jim rekel, take non-feminine, tomboyish. Ne, ampak nekako vsi vplivi zunanji na njiju ne vplivajo. Tudi če bi recimo... To če so tako do powerful. Ker protagonista iz Apothecarya je bila ukradena, je bila prodana kot sužnja in na njo to še vedno, to je nekaj, kar se mi je pač zgodilo in bom živela kot sužnja. Mislim, zaradi tega, ker se pač to dogaja v njenem svetu dosti pogosto. Noče aktivno, recimo, ne vem, se rešiti iz te situacije ves čas, nima nekih ali pa jo drugi rešujejo. Ne, ampak nima unih čustovanj, sprijaznjena z okoljem, sprijaznjena z okoliščinami. Ja, pa tudi, veš, okolica ne vpliva toliko na njo, ona je jaz sem pač pristala v tej situaciji, se bom pač sprijaznila s njo. Ampak but she does like the best she can in that situation. Ampak ne naredi pa ničesar, da bi jo spremenila. Ful si zdaj dobro omenil, veliko je ženskih protagonistov to sezono. Ker pol je še druga sezona Sage-o, a vas reinkarnetite za Sage, da gledam ful svetovno. Pa ono, ko Juvan zdaj gleda, kaj pa? Ko je ona ukusnjak, glava, Mage. Magus. Mahotskai no Yome je tudi drug par druge sezone. Ja, tako. Ok, zdaj bom jaz obrnil situacijo, ampak harem. Hjako, no. Meni je tok zakon. Saj je, ker tako razmisliš, ravno psihološko razmisliš, kako bi to delovalo. Fora je, da je pač parodija na harem anime. Prosim, ne reči, da govoriš o anime. 100 soulmates! Mislim, zaradi tega, ker tipo, fora je bilo... Ni, razmisli, kam bi lahko to v življenju delovalo. Pazi, premis je, pač kako veš, da je parodija, da je že na začetku se pogovarja s svojim prijateljem in ga imenuje dobesedno friend A. Ampak potem je pač fora, da tipo je bil tako vse do srednje šole blazno nesrečen s svojimi confessioni. Mislim, da je imel na koncu tiste, kaj imajo oni, middle school ali karkoli že, je imel bliž svoj 100 rejection, in seveda je potem pač prejat, gre pač molt k tistemu bogu ljubezni in tisti bog se mu dejansko prikaže, pač en tak starček, ki opravlja svoje službe tako dobro, No, in mu potem reče, veš, zdaj, ko boš šel pa v to srednjo šolo, v ta high school, tam boš pa našel 100 svojih soulmateov,
In ja, ne, in potem je dejansko, tako ko pride na srednjo šolo, ne, sej to ni tak spoiler, to je pač vse tak v... Sej je prva epizoda, to je v bistvu plot, ne, to dejansko imaš v opisu plota. Ampak premis je, da vsak človek naj bi imel eno sorodno dušo. Pazi, sej do tega pridem, ne, in potem dejansko pač takoj se zabije pač tam v dve sošolki, ne, ki se zatreska, za katere se izkaže, da sta njegova soulmate, on je njun, ne. Ampak potem je pa ta trik, ne, da mu kasneje ta God of Love mu pač pove, ne, da ampak veš kaj, ne, zdaj, če pa ti ne pristaneš, ne, svojim soulmateom, ne, potem je to tako huda stvar, ne, da umreš. Ne, on umre. On umre. Ne, mislim pač, kdorkoli ne pristane svojim soulmateom, potem umreš. Zaradi tega ima običajno vsak človek samo enega soulmata, ne? On jih ima pa 100, zaradi tega, ker je pač ta bog, medtem ko je pač pisal njegov list, ne, ko je sestavljal basically njegov ta, bomo rekli, stat card ali kakorkoli, ne, je gledal serijo in je pač po nesreč napisal tam 100 namesto sem enega, ne, tako, you had one job to do. In to je cel premis. On Pokemona za celo šolo, 100 deklet bo prišlo. Ampak kar je fajn, no, je, da je on je tako really nice guy. Ful je nice. On je full nice guy, on hoče tako, on je že na začetku, že takoj prva epizoda, je imel pač blazno dilemo, ne, zdaj kako bo handlal obe dve, ne, tisti punci, ki sta se zatreskali van, obe dve sta mu konfesali, ne, in je imel pač čas za premislek, ne, in takoj, in vidiš ko eno sceno, ko on razmišlja, ok, pa kaj ju lahko tako double timam na, you know, pač na tak način, da prikriva eni pa drugi, ne, ampak potem takoj naslednji dan vidiš, da se odloči, ne, se bom pač res potrudil za obe dve, obema bom pač povedal, zakaj gre, ne, da jo imam res srd, ne, in ju bom pač naredil najbolj srečni punci. Tak da vejo! Let's go! Danes bi to bila, mislim, sej taka odprta poligamija, ne, sej nekaj pač, sej cool, ne, ampak ne, ampak se pa res potrudi potem za vsako in je to, I don't know, it's pretty heartwarming. Komu je ta anime namenjen? Jaz sem hočem razumeti, čemu je bil ta anime namenjen. Razmišljaš preveč. Ne, ampak kako... I don't understand, ker karakteri so, kakor da bi jih vzel iz nekih prototipičnih haremov in jih postavil v ta anime. In kaj vse se bo pojavilo, kjera ženska bo, kak bo zmožen, kak se bo one razumele. To so vsa tista vprašanja, katere bomo ugotovili v naslednji epizodi. Mislim, vse punce imajo tak prototipično osebnost, ki si jo že videl. Ampak it's literally... Pogledaš anime, kjer se te punce že tako obnašajo in kot da bi jih predstavil še v ta anime, torej bi gledal en anime dvakrat. Why? Ja, čisti kliše pač. Ja, kliše. Ampak ne, kar pa ni kliše, pa način, kako bo on zdaj shandlal vse skupaj. Največja tragedija. Ker mora vsaki pač predstaviti to dejstvo, da točno tak. Tam ni edina, da ni edina. Ja, tako. Pozabi na to, dva. Ker sem slišal tudi ful dobre stvari o sami mangi, ne? Jaz grem vsakič pač gledati, če je adaptacija ene mange ali pa light novela, grem pogledati, kakšna je ocena mange, ne? Ker običajno ne, pač vidiš potem, v kakšno smer bo šlo in pravijo, da dejansko it keeps to the premise, da jih ima zdaj že 22, ne? Oh my god, resno! Ja, in da dejansko, you know, we're probably gonna be able to see the ending, ne? Ko jih bo dejansko imel 100. In tako si ne predstavljam, kako jih bo handlal. In to je zanimivo. Je že čez 10 ne predstavljam. I mean, že dve na začetku, ne, pa 3 potem, pa pa priznati si moramo, animacija je top notch. Animacija je cool, ja. Če hočeš kaj lepega gledati. Seriously? Ja! Največja tragedija tega anime je, da ima 8 od 10 na Ani chartu. Ej, čisto upravičeno. Jaz ne gledam animejev, ki so pod 8 na my anime listi, tako da I know my shit, you know. Pri meni je pa tako, da ješ anime, ne vem, imajo oceno 2, jaz jim dam pa oceno 5. Ker pač vidim nekaj več. Se tako za moje, mislim, se meni so te ocene tako smešne. Jaz pač enkrat, ko prideš do 5, je zame že tisto imam v glavi, ne, ko imaš na faksu od 1 do 10, 5 je že negativna, tako kaj bo šel zdaj. Imam jih ene par, ki jih dam pod 5, sem zaradi tega, ker so res tak trash, ne, ampak... Točno to je namen. I guess so, ja. 5 je že uno, ki ga ne bi gledal, ampak pod 5 pa totalno. Ja, tako je.
A jaz, da obstajajo ljudje, kot je iz Shangri-La, ko gledajo samo trash anime. Jaz sem reče en anime omenila od prejšnje sezone, ko sem ga res čakala. Eno leto sem tudi light novel podbrala, My Happy Marriage. Ja! Kak je to bilo legenda? Na Discordu. To je na Netflixu, bilo Netflix. O čem je to? Jaz sem obsedena s tem, pač berem mango, berem light novel, gledala sem live action, gledala sem anime. Tudi live action, je? Tudi live action je, Če je taki, ne moram reči slice of life, ker ima magic noter pa vse. Pač jaz vidim, kako malo je romance, malo je drama, malo je fantasy. Ne. V bistvu gre se za to, da je postavljen svet, ker imajo nekateri ljudje magične moči. In ene družine si želijo itak te moči ohraniti, pa se poročajo med sabo. Pa večino to so vojaki, ki potem varujejo ljudi. To je nek starodaven del Japonske. Edo period, si moraš predstavljati, smo. No. In ena pač punca je v bistvu rojena bila v eni družini, ki je zelo mogočna, imajo magične moči, ampak ona jih nima in zaradi tega jo obravnavajo kot sluškinjo in ona je ful traumatizirana. Pa ona je prišla od concubine ali kaj je bila matera, ki je ker so se sam poročili, da bi dobili večjo moč in ona je ni imela. In pol jo pač dajo enemu vojaku, ki je zelo, zelo hladen, strah vse ženske zavrnil in jo poročijo. To sem pa videl trailer, ja. In mi je ful všeč, da je pač romance, ampak hkrati je tudi action. Ja. Okay, kaj je ona akcija? Je taki dober karakter, oh my god, ona je tak prijazna, tak varoval bi jo rad, ko ti gledaš na polno. Pocket. Je pa meni osebno najboljši light novel, no. Ja? Vsega ful težko dobiti, ker sem gledal na Blackwell, so ga ni. Sem takoj se dammit, jaz si še tak gledal naslednji dan razprodano. Je razprodano. Običajno je light novel vedno najboljši. Si brala Sands of the Bookworm? Ne, sem poznal po vidiš, imenu. pol... To je tudi dober light novel. Poznal po imenu, ja. Ok, eno vprašanje. Digital or physical knjige? Physical. Ja! One of us. Kupujem in pol imam celo skladovnico in več prostora. Ja, pa to jih imaš tako lepo razstavljene, da si jih vidiš, da jih spoštuješ. Da lahko vohaš. Pa tudi če baterije zmanjka, pa če štroma njih, lahko še zmeraj bereš, sveči. Si svečko prižgeš. Zakuriš, Sicer imam več manjk, light novel imam pač to, My Happy Marriage, pa ono, kaj že Sugar Apple Happy. Resno, to je? Ja, jaz to zdaj dobim, imam naročeno. Sugar Apple, Fairy Tail, nekaj. Sugar Apple Pie, nekak tak. Ja, in o čem gre? Spet ena, ki pride k enemu, ko je viden kot zlo in bad guy. Ampak ni, it's nice. Ja, v bistvu mislim, da je res Sugar Apple Fairy Tail. Ja. V bistvu gre se, je spet svet, ker imamo neke vilince, vile, ki so velike, so majhni, so zasužnjeni. V bistvu so sužnji ljudem. In oni v bistvu imeno... to je ta... Ja, in pol pride ena punca... Se bi anime za pred kratkim. Ja, pride ena punca, ki njena mama je bila pa taka, je se sladkorje ustvarjala razne umetnine, ker vilinci edino to lahko občutijo, kadar pojejo. In ta v bistvu te skulpture iz tega cukra so tudi kakšna praznovanja, kakor da bi torto naročili. Njena mama je bila Silver Master, to je najmočnejši, najboljši master tega. In ona se tu loti, se v bistvu se vozi naokoli in spozna tega vilinca kupi. In pol jo ta brani in pol se zaljubesta in tako. Je tudi malo romance. Pa action. Ja. Tango, ne tako gledati, to je super, to je perfektno. Se veš kaj, pa zdaj najbolj popularno kot isekai na eni strani, na drugi strani pa imaš reincarnated as a villainess. Ali pa villainess, ki so reincarnated nazaj v preteklost in se poskušajo popraviti. Pa se to je že drog, Tega je toliko, zadnje čase. Jaz sem pa ful rada, da imamo eno osebo, ki umre, recimo, da je izgorel, ki je bil nek farmacevt, pa je izgorel. Ali pa, ne vem, ker neka nesreča, ki so zelo dobri v svojem poklicu, pridajo v drug svet in tam so geniji in končno imajo lepo življenje. Ja. To je literally premis Mušakuja. Preden ni imel glih Ne, ampak po mojem bi ti bil zelo zanimiv, zato ker je bil Rudeus, je bil Hikikomori. Spet light novel, brat, boljše. Ki ga je podaril. Pa tudi Nit je bil. Oboje, I guess. In potem ga je Trakun najdel in ga je poslal v... Trakun is best. Poslal v svet, kjer je lahko izkoristil svoje cerebralne sposobnosti in postal literal... The best
best of the best. Zdaj je ravno 23, ko prebral light novel. Zdaj smo tu, zdaj se dogaja, zdaj bo the big fight, the biggest of the big. Zdaj bo konec v bistvu že. Dobesedno, mislim, da je res 26 konec, ja. Oh my god, zakaj? Mislim, da ko smo začenjali ta podcast, sem ravno, veš, jaz sem želel že zelo dolgo brati ta Mushoku Tensei, ne? Ampak žal prvič, ko sem... Mislim, dokaj nisi prišel k meni, sploh nisi vedel, da obstaja. Prvič, ko sem se želel prikopati do knjige, smo bili med korono. In med korono nisem mogel dobiti nič. Vse je bilo razprodano, nič nisi mogel dobiti. Mislim, da sem 1 leto čakal, da so mi dostavili 7. volum, ki je v bistvu, ki je bil volum po takrat zadnji sezoni anime. Mislim, da je to prva ali druga sezona. In to je zdaj v bistvu ta sezona, v kateri se je glihkar končal, kjer je Rudeus doživel, disfunkcionalnost. Silfi, we love you, girl. In trajalo je, se pravi, 1 leto, da sem prebral vse ostale volume. Zdaj trenutno imamo 23 volumov. Volumi so pač knjige po 300-400 strani, ne? Hiter se bere, pač Mushoku Tensei se ful hiter bere. Ful, ker imaš res njegovo perspektivo. Dolgo časa sem sledil Gregiju in Dangatu, ki ste bila pred mano, ki ste brala te zadnje volume in jaz sem bil vedno 3-4 volume zadnji. Nisem smel vsega povedati. Zdaj pa sem se odločil, bom vse prebral in sem prebral 4 knjige v enem tednu. Zdaj sem prišel do 23. voluma in je najverjetnejši. Zdaj pa lahko Ascendance bereš. Zdaj pričakujemo 24. volum. Pa Assassina, daj no, dango ga ni, bo se mi dva menila o Assassinu. Prodaj Ani Assassina. Prodaj Assassina. Wow, a res? Oh my god. Kak je sploh cel naslov? Assassinov je velik v anime. I was the strongest assassin and was reincarnated as an aristocrat. Se to je tudi anime. Ja, imeno poznam, nisem gledala. Finta je, da je prišel anime, pa je bad. Totalni šrot. Čeprav meni je bil decent. Ja, ampak če bi vedel pravo zgodbo, stari. Če bi bral, Juvan, če bi bral. Kaj so pa pokvarili toliko v animeju? Preveč so se sfokusirali na animacijo. Ja, in pol tem je za plot zmanjkalo in so hoteli se poglobiti v ženske, katere ima, ampak ne. To je svet, ki se gradi in on raste z svetom, ampak svet vedno nekaj večjega vrže ven. Da on ni pripravljen za tisto. In je vedno tik pred smrtjo in se more rešiti z umom. In je to ravno zabavno, ker je čisti RPG isekaj. Torej, on je bil reincarnated in je bil pred Bogom, še boginja je tako ful zanimiva, in mu je dala 107,000 skillov, da si jih lahko on zbere 5. En S skill, en A skill, en B skill, en C skill. In on je si vzel 3 dni, ampak to ni anime povedal, to ni manga povedala, to je samo light novel povedal. On je 3 dni gledal. Ampak on je bil tako hudo pameten, da v prvem dnevu vse ugotovil, ampak pa si še vzel 2 dni, da je res preveril, če je to najboljše. In si je zbral najboljše skille, ampak niso glih tako dobri, samo on jih zna skombinirati. In potem je okolica in kaj se mu dogaja. In on je froc, on raste in ful dobro se razvija zgodba in hitro napreduje. Tako da light novel, ne anime. Manga, manga je cool. Zdaj smo spet v novi sezoni, mogoče še kakšen Juvan, jaz vem, da ti, ko smo... Juvan zagleda vse, Juvan nam vse govori. Juvan je prišel nazaj v svojo formo. Zakaj sem toliko nostalgičen, ker smo glih pač na prelomu prve sezone podcasta in mislim, da Juvan na začetku, ne vem, če je sploh gledal kakšen anime. Zdaj smo ga pa toliko zastrupili, da gleda vsaka sezona 15, dobesedno gleda največ anime. On nam vsak dan pove, danes je shadow dan, jutra je freerun dan, danes je jiu-jitsu dan, let's go! Jaz sem še dočeri pogledal, če Shield Hero. Jaz jih imam tudi full že, ker izhajajo med vikendom. In to je najbolj zabavno, ker prav veš. Pa Ghost, mislim, da danes pride. Še anime mi je prišel na pamet, kaj je zdaj, ker se gre od nekih detektivih. V bistvu je avtorica od Reborna pa... Resno? Reborna je. Oh my god, nice. Ja, tako da je tudi manga, tista to dobra, zanimiva. Pa ima malo javi noter, tako da. Tudi prav. Tako da prije prav do Fujoshi.
Sem se, ker govorimo že o javju, še na anime, ki pa dejansko definiran kot Jašike, tudi na anime Planetu, se tam sem videla. My Boss is a Goofy, nekaj takega. To sem pa slišal, ja. Govori pa o enem moškem, ki je imel zelo nesramnega šefa. To je pravno, da greš v izgorelost, ne, da zahteva od tebe, da ostaneš po delu in tako. In pol pa spremeni, v bistvu je že dobil želočne težave, samo že želodeč uničil. Zdaj pa menga novega šefa, ki je malo pa tako, malo zgubljen, malo tako prisrčen, goofy pač, ne. In pol so res taki momenti. Ne vem, recimo najdeta neko mačko, oba sta ljubitelja od mačk in pol jo ta šef vzame domov, da bo pač hišni ljubljenček in on mu razlaga, jaz bi tudi šel pogledati to mačko in on mu da kar ključe, ne, evo. In to se zgodi na vlaku in si mislijo, ne, da ključe svojemu loverju, ne, tako. Je tako res sproščujoč, ker v bistvu spet ni dosti glasbe, tam gledaš, kako delajo, grejo na kosilo skupaj, pa komedija. To je tako ona, The Fox, ko je doma kuhala za onega. Ja, Senko! Zato sem jih pred kratkim gledal, v bistvu. Nisem gledala, ampak znam, ja. Kateri anime so nate naredili največji vtis to sezono? To sezono? V bistvu po mojem najbolj ta MF Ghost, zato ker je... MF Ghost? MF Ghost, ja, MF Ghost. Ker Initial D nadaljevanje. Nadaljevanje Initial D, Auti. Tako. Ampak dejansko je Initial D nadaljevanje. Dejansko, Eurobeat muziko, film. Ne, ampak tudi zgodba, story-wise je. V bistvu tudi zgodba, zato ker so, ker je, zdaj sicer malo spoiler, ampak v bistvu... Tretji epizodi je bilo, ja. Ampak omeni tega, ki je bil ta glavni za ta... Initial D. Initial D, ja, ki je v bistvu tisto furo, tisto zgodbo na koncu. Plus to, da ta, ki je Dirka, je v bistvu učenec od Takumija, pa... pa tudi lokacija, mislim, da je ista, ker so tekmovali. Je ista, ja. V bistvu ena proga, od katerih je bila v Initial D, je v bistvu zdaj main attraction, ker imajo v bistvu to dirko s temi avtomobili. Ampak zdaj niso samo japonski avtomobili, ampak so tudi Ferrari, Porsche, Audi, BMW, tako da imajo v bistvu pokrito cel spektr tega. Ker se gre, da smo v prihodnosti in vsi že imamo električne avte, ampak ljudje še imamo vedno radi bencinarje. To je v bistvu ta glaven premis. Ja, in bencinarji samo dirkajo. Tako zakon, mislim, res, muziko so ohranili, kar mi je tako ful všeč, ker so dali Eurobiti spet nazaj, tudi ta tempo, v bistvu akcija, mislim... Jaz nisem mogel verjeti, da me bo lahko avti tako prepričali, MF Ghost. Ne, a veš, dobesedno ni bene druge take dirkaške avtomobilistične, v bistvu je Initial D, pa zdaj MF Ghost, vse ostalo je bilo, ni bilo toliko popularno, pa toliko zanimivo, recimo. Tako da to meni... Ja, te kar popularno si govorijo, no. Ja, Initial D, misliš? Ja, recimo na Discord, pač tam, Initial D pa ta MF Ghost, dosti jih gledam. Resno, MF Ghost tudi? Na tem Mofokon Discordu, naprej, ker se pogovarjamo, kaj kdo gleda, pa kakšni omenja. Pa jaz se sprikila in tam je kar ene par ljubiteljev avtomobilov. Ker avti, ker avti. Vsakeč kakšna taka tema je od avtov dejansko.